Naslednji gost je dr. Žiga Turk, publicist, občasno tudi politik, poklicno dejaven kot profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. V letih od 2007 in 2008 je bil minister za razvoj, med 2012 in 2013 pa je deloval kot minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v vladi Republike Slovenije. Prosim, dr. Turk. Tudi z moje strani lep pozdrav. Bil sem povabljen, da povem nekaj o tem, kako se je izoblikovala današnja kulturna, verska, politična podoba Evrope in morda, da kot inženir, kot je bilo povedano v uvodu, kar tudi sem, povem nekaj o tem, kakšen je bil vpliv velikih znanstvenih odkritij in tehničnih izumov, kako ta napredek oblikuje sodobno evropsko in slovensko zavest, identiteto, in kakšna bi bila na podlagi vsega tega prihodnost Evrope in njen vpliv v globaliziranem svetu. Zdaj, seveda kot inženir bi bil človek nagnjen k temu, da bi povzdignil vlogo tehnike ali pa tako, kot smo se še mi v šoli učili, povzdignil vlogo napredka proizvajalnih sredstev na vpliv družbe. In seveda bi lahko tukaj povedal eno zgodbo, ki jo povem študentom v prvem letniku, predavam namreč predmet, ki se mu reče inženirska komunikacija, to je, kako pa inženirji med seboj komunicirajo. Predstavljate si lahko kakšne načrte ali pa računalniške risbe ali pa kaj podobnega. In jim povem zgodbo o tako zelo kratko zgodovino gradenj v svetu. In jih postavim v leto približno v sredino prvega tisočletja, okrog leta 500, so takrat v Konstantinoplu, današnjem Carigradu oziroma Istanbulu, zgradili daleč največjo stavbo na svetu. Cerkev Svete modrosti Ajo Sofijo s primerom kupole nekaj manj kot 30 metrov z velikanskimi razponi, z velikanskimi volumni. Inženirji vemo, da tisto, kar je težko narediti, pa tudi če ste kdaj morali kakšno desko čez jarek postaviti, veste, da tisto, kar je težko narediti, je premostiti velik prostor. Narediti čez velik prostor neko oporo. In ta stavba je bila 1000 let največja stavba na svetu. Po parametrih zahtevnosti, po tem, kako velik razpon je bil premoščen. In šele 1000 let kasneje, najprej neki poskusi v Firencah, potem pa z katedralo Svetega Petra v Rimu gre ta razpoj iz nekaj manj kot 30 metrov okrog leta 500, nekaj manj kot 40 metrov leta 500 na nekaj več kot 40 metrov leta 1500 pri, kot rečeno, katedrali Svetega Petra v Rimu. Ampak potem se pojavi kar cela serija gradenj, ki so bile večje. In zakaj tako? Ne? In pač predavam inženirsko komunikacijo, povem, zato, ker so ljudje začeli komunicirati. Ker so bili sposobni inženirji, graditelji, stavbeniki se med seboj pogovarjati. To pomeni, da se je bilo mogoče deliti delo, to pomeni, da se je bilo mogoče specializirati, to pomeni, da je več znanja bilo vgrajenega v tiste objekte, kot je bilo to možno do zdaj. Zakaj se je pa vse to zgodilo, oziroma zakaj je bilo pa možno komunicirati? Zato, ker je tudi za take banalne stvari, kot je inženirstvo, ki pravzaprav ni neka prava znanost, če si v družbi z filozofi, humanisti, potem je inženirstvo tam nekje kot inštalaterstvo, popravljanje električnih napeljav, vodovodov in tako naprej. Zato, ker je tudi za take banalne stvari bil na razpolago papir. Prej je bil papir na razpolago zato, da so v samostanih prepisovali grške klasike, Biblijo, pa še enih 50 drugih avtorjev. Potem je pa prišel iz Kitajske v Evropo tehnologija zadelati papir poceni, zadelati papir ne iz živalskih kož, ampak iz rastlin, iz celuloze. In ta poceni papir je predstavljal neko komunikacijsko revolucijo in potem se zgodi ta vzpon Evrope, o katerem je govoril že dr. Grdina. Seveda, tisto, kar je pa pri celi zadevi zanimivo, ne,
Je pa to, Marko Polo je šel na Kitajsko, se tam naučil papir, špagete, sladoled, cel kup drugih stvari. Ne? In je potem potoval čez celo Azijo, čez arabski svet, čez Indijo. Ne? In nikjer se to ni zgodilo, samo v Evropi so pa to stvar pograbili in samo v Evropi je potem ta znanstvena, tehnična civilizacija odskočila od vseh ostalih. In seveda tisto, kar se mi zdi zanimivo vprašanje tudi za današnjo razpravo je, zakaj se je pa to zgodilo v Evropi. In tukaj seveda bom zgradil svoj argument na nekem izumu. Ne? Ampak ta izum ne bo tehnične narave. Žal, se ne morem tega držati, ne morem na to izhodišče pristati, ki mi je bilo podano. Ne? Kot je pravzaprav dr. Grdina zaključil v svojem, njegove zadnje besede, zadnji stavek je bil, če se nič ne spremeni v duhovnem smislu, potem se tudi sicer ne. In v duhovnem smislu je Evropa naredila eno pomembno inovacijo, morda kup inovacij, ampak ena se mi zdi za tole današnjo zgodbo pomembna in zanimiva. In ta inovacija Evrope, ki pravzaprav ni toliko inovacija Evrope, kot je inovacija krščanstva ali pa nekega antičnega prostora, je odkritje oziroma izum posameznika. Individualizem je tisto, kar je, ali pa kar vam bom poskušal prodati kot idejo, zakaj je bilo vse to mogoče. In ne samo individualizem, ampak na drugi strani uravnoteženje tega individualizma z, bom rekel, nečem, kar pa ni individualno. In ravno to ravnotežje, ki ga je tudi dr. Grdina v različnih pojavnih oblikah omenjal, je bilo tisto, kar je naredilo v evropski civilizaciji neko razliko. Skratka, za postaviti, za izumiti ta individualizem je bilo treba neke stvari premagati, ampak ne jih premagati preveč. In tisto, kar je izziv današnjega časa, je nevarnost, da bomo vse tiste druge stvari premagali preveč. In to je, bom rekel, nauk tako za neke vrednostne ali pa politične razmere v Sloveniji, kot tudi za prihodnost Evrope. Dejstvo je, da še vedno živimo v času trka civilizacij. Ta trk civilizacij poteka navzven med zahodno, islamsko, kitajsko, še nekaterimi drugimi civilizacijami. Ampak tisto, kar je pomembno, je ta drugi trk, o katerem sem govoril. Individualizem in nekaj drugega, česar ne smemo premagati preveč. In ta trk je pomembnejši, ima več pojavnih oblik. Korenino se mi zdi, da ima pa v tem, ali je občutek za prav in narobe nam položen v zibko, verni bi rekli, nam je dan od Boga, ali pa je dobro in slabo stvar družbenega dogovora, glasovanja, referendumov in tako naprej. Ta trk, ki se mi zdi, da je v jedru razvoja evropske civilizacije že 2000 let, je trk med naravnim prav in med razumnim pravilnim. In se mi zdi, da še danes teče boj zahodne civilizacije na tej točki za dušo zahodne civilizacije in morda za prihodnost človeštva. Zahod seveda ni samo pojem, Zahod so tudi inštitucije. Vsako stvar, če želiš, da funkcioniraš, jim moraš dati neko inštitucijo. Evropska unija je najmočnejša institucionalno jedro Zahoda. Tukaj pod Zahod ne bi dal samo Evrope, ampak še vse pravzaprav evropske kolonije, v katerih je evropska civilizacija prevladala, torej ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, še kakšen drobiž. Druga taka inštitucija Zahoda so pa seveda cerkve oziroma katoliške cerkve. In tudi te inštitucije, kako so organizirane, kako so oblikovane, se morajo iz preteklosti in iz tega spopada, ki sem ga napovedal, nekaj naučiti. Če napovem zaključke,
potem bi rekel, da Evropska unija mora smisel svojega obstoja iskati v tem, da daje oporo in institucionalni okvir evropski oziroma zahodni civilizaciji. In to mora biti tudi glavno vodilo pri preurejanju Evropske unije. Slovenija je njena enakopravna članica in si mora prizadevati za razvoj Evrope v tej smeri. Morda smo lahko pri tem še nekoliko boljši ali pa bolj prepričljivi, ker imamo neko nedavno izkušnjo, lokalno, avtonomno, kam privede brezobzirna zmaga razuma človeka. Namreč komunistična revolucija je primer ravno tega. Zmaga nekega hladnega razuma nad neko naravno moralno intuicijo. Kaj je zdaj ta moralna intuicija, ki je, rekel, en tak pojem, s katerim tudi neverni ljudje lahko priznajo, da, bom rekel, imamo nekakšno dušo. Če se vrnem k tej nalogi, kako znanost in tehnika vpliva na kulturno, versko, politično podobo Evrope, to je seveda ta materialističen pogled na svet. In marksizem kot tak verjame v prepričanje, ne verjame v prepričanje, ne verjame v neko moralno intuicijo, ne verjame v to, da so neke poteze v etiki in morali podedovane, da nam je občutek za prav in narobe položen v zibelko. In seveda, če smo vsega tega osvobojeni, če se rodimo kot nepopisan list, potem lahko nekdo, kdorkoli, kdor ima dovolj časa, kdor dovolj knjig napiše, kdor ima dovolj velik mikrofon, postavi svoja objektivna, v narekovaju, znanstvena, v narekovaju, pravila za to, kaj je prav in narobe, in je prav in narobe stvar nekih ciljev, ki si jih družba postavi. Recimo, cilj bi bil čim več sreče in potem so prav stvari, ki prinašajo več sreče in so narobe stvari, ki prinašajo manj sreče. Ovir skratka ni. In seveda, kaj naredi človek, ki je vseh teh ovir osvobojen, nam pa demonstrirajo gozdovi giljotin iz francoske revolucije, nam demonstrirajo gulagi, nam demonstrirajo koncentracijska taborišča in nam demonstrirajo hude jame. Neka druga veja družboslovja in humanistike pa pravi, da se človek ne rodi kot nepopisan list. Da zato, ker se ne rodi kot popisan list, so na vseh koncih sveta nastale približno podobne družbene strukture, približno podobne politične strukture, približno podobne vrednote. Kjerkoli, tudi na samotnih otokih. Seveda so med tem razlike. Da bi to teorijo nepopisanega lista lahko zagovarjali, morajo v nekaterih znanostih, na nekaterih področjih izvajati cel kup neke miselne telovadbe. Recimo, da bi Freud lahko neke skupne probleme, ki jih imajo vsi ljudje, utemeljil, zakaj so vsem skupni, pravi, to je zato, ker je v trikotniku oče, mama in otrok, skozi to so vsi šli in so se tukaj neke skupne izkušnje nabrali. Po drugi strani imate pa potem Junga, ki prizna, obstaja nekaj tazga, kot so arhetipi kolektivnega nezavednega, ker je priznanje neko kolektivno nezavedno je, ki je v nas že zelo, zelo dolgo časa. Zadnja dognanja v vedi, ki se reče evolucijska psihologija, pritrjuje tezi, da pridemo z določenimi vrednotami na svet, da so te vrednote, če hočete, dane od Boga. Zdaj pa, seveda je zanimivo, kakšne so te vrednote. Tudi pri družini je šla ena knjiga z naslovom Ekonomika oziroma Ekonomija dobrega in zla, ki jo je napisal Tamaš Sedlaček, in on razlaga ekonomijo skozi prizmo vrednot. Namreč v smislu, katere ekonomske poteze so prav, kaj v ekonomiji je prav in kaj je narobe. In tisto, kar se meni zdelo zanimivo, ko sem to knjigo bral, je, da je bil pa sklep za sklep, ki se ponuja sam po sebi. In to je, da je dobro in prav tisto, kar je ekonomsko uspešno. Da ekonomija oblikuje etiko in moralo in ne etika in morala ekonomije.
In zdaj seveda sem vas verjetno spravil v zadrego, oziroma si rečete, kako, ne, a ni zdaj, a ni pravzaprav obratno, ne, a ni bila težnja tega, da bi ekonomija delala tisto, kar je prav, ne da bi bilo tisto prav, kar je ekonomsko upravičeno. Ne. In ja, je narobe, je grdo, je skregano in tudi v današnjem času je res narobe. Ne. Tisto, kar pravi evolucijska psihologija, je, da smo mi svoje vrednote, tiste občutke, ki jih imamo v sebi za prav in narobe, oblikovali skozi 100 000 oziroma milijone let, ko smo bili lovci nabiralci v kameni dobi in tako naprej. In preživeli smo tisti, ki smo imeli take vrednote, kot jih imamo danes, se pravi v tistem času, ko se je šlo za to, ali bo homo sapiens kot vrsta preživel ali ne. So se vrednote, za katere pravimo, da jih imamo v srcu, izkazale ne za pravilne, kako bi rekel, same po sebi, ampak za uspešnejše od, bom rekel, nekih vrednot, ki jih nimamo. Ne? Splačalo se je biti sočuten, ker če si bil sočuten do članov svojega plemena, si pomagal temu članu svojega plemena do preživetja, so preživeli njegovi geni, je imel otroke in je šla ta stvar naprej. Če si bil pripravljen na sodelovanje z drugimi, potem pomeni, da je to pleme lahko skupaj nekaj naredilo, je bilo uspešnejše od tistih, ki so skrbeli samo vsak zase in tako naprej. Seveda ne gre za tukaj za prav in narobe v nekih zelo specifičnih detajlih, ne? Gre za splošne intuitivne občutke, ki jim Jonathan Haidt pravi moralni temelji in jih je naštel nekih 6, o katerih tudi dostikrat pišem, in pravi, da so ti moralni temelji, da so ti občutki, ne, del genetskega materiala, ki nekdo jih ima več, nekdo jih ima pa manj. Ne. Če se vam zdi popolnoma skregano s pametjo, da bi nekdo prišel na svet za več, recimo socialnega čuta, nekdo drug pa za več, ne vem, čuta za pripadnost ali pa za svetost, ne, ali pa za spoštovanje neke avtoritete, se oproščam za primerjavo, ne, ampak pri živalskih pasmah znamo vzrediti krotke in znamo vzrediti napadalne. To se pravi, da se neke stvari dedujejo in ni razloga, da se pri človeku ne bi. Skratka, tudi čisto biološko pridemo do pravzaprav zelo podobnih efektov kot na kakšen drug način. Seveda, zdaj pridemo pa do nekega vprašanja in to je, da najbolj razvit del človeštva seveda pa že tisočletja ni več lovec in nabiralec, genetsko smo pa popolnoma isti, z istimi vrednotami pa pridemo na svet. In vprašanje tukaj za družbene sisteme, tudi državne, verske in vse druge je, ne, kako sisteme vrednot, ki v družbi veljajo, ki so dosti bolj konkretne, kako inštitucije postaviti na način, da so produktivne, konkurenčne, zmagovite v trenutnem času, v trenutnem stanju napredka, če hočete, znanosti, tehnike in tako naprej, ne, da pa niso v koliziji s tistim, kar imamo v srcih in s čemer pridemo na svet. Takmu soočenju civilizacij se reče trg civilizacij, o tem je pisal seveda najbolj znan Huntington, potem, ko je njegov učenec Fukuyama pisal o koncu zgodovine, zdaj bo pa vse mirno, zdaj bomo pa vsi enaki, ga je profesor popravil in rekel, ne, vsi ti spori, ki so bili med nami zadnjih 1000-2000 let, bodo med nami še naprej in dogodki v Ukrajini, v Bosni, v Siriji, na Kaukazu in tako naprej mu pritrjujejo. Ne. Tisto, kar je nekoliko manj jasno, ali pa o čemer se nekoliko manj piše, je pa trg v civilizaciji. Je pa trg med tistim, kar si neka civilizacija, bom rekel, želi na nek intelektualen način zgraditi, in tisto, kar ljudje, ki so prebivalci te civilizacije, prinesejo iz zibke. Trg v civilizaciji. In pravzaprav tudi o tem je pisal že Huntington, sicer ima pa ta trg cel kup različnih
pojavnih oblik. Huntington pravi, je razlika med ljudmi, ki imajo občutek za svojo identiteto in ljudmi, ki nimajo občutka za identiteto. Haidt, ki sem ga že omenil, pravi, so ljudje, ki imajo bolj leve moralne temelje, se pravi, predvsem individualistične, skrb za sočloveka, skrb za svobodo, skrb za pravičnost in neki drugi, ki pridejo z več občutka za tiste vrednote, ki ustvarjajo skupnost, se pravi, pripadnost skupnosti, svetost, spoštovanje voditeljev in tako naprej. Zdaj je zelo popularna knjiga od Goodharta o Anywheres versus Somewhere, se pravi o ljudeh, ki so odkodarkoli, državljani sveta, in o ljudeh, ki so od nekod, ki so Slovenci, ki so, če hočete, Gorenci, Ljubljančani, Evropejci in tako naprej. Gertrud Himmelfarb naredi to razliko med francoskim in otoškim razsvetljenstvom in en podoben argument je imel Friedrich Hayek že pred 80-70 leti, ko govori o pravem in nepravem liberalizmu. Pravem in nepravem individualizmu in ta zgodba bo za to našo zgodbo, za ta izum posameznika pomembna. Skupni imenovalec vseh teh delitev, ki so tudi lahko na levo in desno, progresivno, konzervativno, je pravzaprav, ali so občutki kaj vredni ali niso. Ali je tradicija kaj vredna ali ni. Ali je identiteta kaj vredna ali ni. Dr. Gadina je tukaj svaril pred tem, da bi kako bi rekel, preveč zaupali tradiciji. Ampak to, da zaupamo preizkušenemu, to je pomagalo našim davnim prednikom v kameni dobi, da so preživeli. In ne moramo odmisliti tega, da pridemo tudi s takim občutkom na svet. In težje vprašanje pa je, ali so moralne intuicije, moralni občutki, ki so se oblikovali v kameni dobi, primerna podlaga za sodobno tehnološko družbo. In tukaj sta dva skrajna odgovora, ne, nikakor ne, seveda se ne moramo mi zdaj, nas ne more zavezovati tisto, kar je pomagalo lovcem in nabiralcem, ne more nas omejevati tisto, kar piše recimo v Svetem pismu. In druga skrajnost, togo se bomo držali vsega tistega iz tistih časov. Obe te skrajnosti sta napačni. Zgodovina civilizacije je pravzaprav zgodovina iskanja takih sistemov, ki to podedovano moralno intuicijo vpreže v sodobnost, v sodobno organizacijo družbe. In krščanstvo, posebej zahodno krščanstvo, je najbolj uspešno na nek način reinterpretiralo to moralno intuicijo prav na prehodu iz antike v srednji vek in potem tudi ni ostalo statično skozi celotno zgodovino, in to bodo spoštovani teologi vedeli bistveno boljše od mene, se je razvijalo, ni ostalo v 2. stoletju, v 5. stoletju, v 7. stoletju, ampak se še danes, bom rekel, to svojo doktrino razvija. In zato je v Evropi iz teologije nastala znanost, iz astrologije astronomija, iz alkimije kemija, iz mazaštva medicina in tako naprej. Zato smo svojo civilizacijo lahko razširili po vsej zemlji in si jo na nek način skoraj da biblijsko podredili. In tukaj je morda tudi pa kal nevarnosti oziroma kal neuspeha. Zaradi tega strašnega uspeha smo pozabili na to, kaj je bilo za ta uspeh ključno in kaj lahko nas pravzaprav vodi pa v napačno smer. V jedru tega razvoja, v jedru, oziroma tista reč, ki je dala Evropi podlago za ta razvoj, o tem sem govoril na temle srečanju leta 2011 na Otočcu, je bilo brez dvoma krščanstvo. In krščanstvo je dalo veliko stvari, ne samo posameznika, razlikovanje med dobrim in zlim. In odgovornost za dobro in zlo je prav gotovo nekaj, za kar ima zahodna ali pa krščanska civilizacija bistveno večji občutek od vseh drugih. Shakespeare pravi v drami Julij Cezar, krivda, dragi Brutus, ni v naših zvezdah, ampak v nas samih. To je napisal Shakespeare po
koncu srednjega veka oziroma na začetku novega veka. Ne? Veliko vprašanje je, če je Brutus res takrat razmišljal tako. Ali je bila ta individualna odgovornost pri Rimljanih že tako razvita. Spomnimo se, Grki so za vse stvari šli spraševati v preročišča, kaj je prav, kaj je narobe, kaj se splača narediti, česa se ne splača narediti. Ne? Rimljani so jim sledili. Muslimani, ki izhajajo iz tistih časov brez seveda teh krščanskih reform, oni za vsako stvar krivijo Allaha, vse je bila Allahova volja. Ne? Ampak evropski človek, potem, ko ga je pregnetil srednji vek, krščanski srednji vek, ne, je pa postal odgovoren, je bil odgovoren sam zase. In ta odgovornost je seveda temelj nekega individualizma. Druga stvar, ki se veže na to, o čemer naj bi govoril, ne, o vplivu tehnologije ali pa o medsebojnem oplajanju, bom rekel, tehnologije in duha, ne, je, da je krščanstvo pa od Judov povzelo vero v napredek. Da zgodovina ni ciklična. Ne. Če berete recimo Epo Gilgamešu, tam je, ko pridete do konca, je vse tako, kot je bilo na začetku, cel kup dogodivščin, ampak bolj ali manj je stanje tako, kot je bilo. Če berete Iliado, so šli tja, so se cel kup časa borili, so šli nazaj, nič posebnega. Odisej 10 let hodi okrog, pa pride domov, kjer je stanje, dobro, neke družinske razmere so se spremenile, ampak smo spet tam, kjer smo bili. Ne? Židje so šli pa iz Egipta, pa niso šli potem nazaj, pa spet malo sem, pa tja. Ne? Skratka, napredek, ne? Da je možen napredek, da so stvari v prihodnosti boljše, kot so v preteklosti, to tudi Sedlaček pripisuje prav judovstvu. Ta vera v napredek je včasih danes šibka. Danes so zelo popularne vse mogoče razmišljanja, vse mogoče govorjenje, da je napredek slab. Ne? Mi praznujemo dan Zemlje tako, da ugasnemo luči. Svet je bil 500 let nazaj temen, če ga bi po noč pogledali. Afrika je še danes temna, če jo pogledamo. Ne, da bi praznovali, da lahko prižgemo luč, da pritisnemo na stikalo in je svetlo, pritisnemo na stikalo in je toplo. Ne? Praznujemo, kako je bilo fajn, ker je bilo včasih temno. Ne? No, ampak, če govorimo o znanosti in tehniki in družbi, je tudi pomembno, za kakšne vrste napredek gre. Ne? In razvoj človeštva zadnjih nekaj tisoč let, za ta razvoj je značilno zmanjševanje pomena fizičnih moči in sposobnosti, za boj, za lovljenje živali, za fizično delo, in naraščanja pomena duhovnih sposobnosti, torej razmišljanja in oviranja študija. In zelo poenostavljeno povedano je za fizično delo pomembna skupina. Ne? Več ljudi lažje vesla ladjo, več jih lažje vleče isti voz, več jih boljše lovi istega mamuta. Ne? Če vsi delajo eno in isto, je to prednost. Pri umskih delih je pa točno obratno. Ne? Če jih 10 ljudi isto misli, je tako, kot da bi mislil samo eden. Ne? Če jih pa 10 ljudi okopava nivo, je pa 10-krat več nive okopane. In zato je bil ta izum posameznika pomemben. Knjiga, ki sem je nedavno bral, Zeidentop, Inventing the Individual. Krasna zgodba o tem. Ne? Morda je iznašla pretežka beseda, recimo, da ga je prepoznalo tega posameznika nekaj bolj kot konkurenčne civilizacije, ampak tudi te razmeroma majhne razlike so bile lahko dovolj, da si bil uspešnejši. In videli bomo, ne, ta iznajdba posameznika je imela potem tudi podlago za to, da je Zahod lahko globaliziral svet in da je vzpostavil, bom rekel, neke politične režime, ki niso bili tako centralizirani od tistih, o katerih je dr. Grdina govoril v drugih državah. Danes si težko predstavljamo, da je posameznika sploh potrebno izumiti, zato ker se nam to zdi nekaj tako zelo popolnoma samoumevnega. Ne? Mi imamo predstavo, da tudi v antični družbi, da so živeli posamezniki, da so bili to pač individuumi, tako kot smo mi danes, samo da so bili v rjuhe oblečeni, ne v obleke in kravate. Ne?
Ampak antični svet ni bil sestavljen iz posameznikov, družba je bila hierarhična, oblikovana je bila na osnovi neke naravne neenakosti, v kateri so bili najbolj enaki ali pa edini med seboj enaki družinski očetje, patri familias, glavari mestnih družin, ti so sestavljali svoje patricijo, aristokracije, kurije, za te je veljala nekakšna demokracija. Otroci, ženske, otroci, ki niso bili prvorojeni, sužnji, so bili državljani drugega reda. Družba ni bila skupnost posameznikov, tako kot je danes, je bila skupnost družin, je bila skupnost družinskih očetov. Ni bilo sfere javnega in zasebnega, kot smo navajeni danes, ampak javnega in družinskega. Družinski oče je bil dolgo časa tudi nekakšen verski vodja in tako naprej. In v ta svet, ki je bil na eni strani družinski, na drugi strani plemenski, je pa krščanstvo za subjekt etike in morale postavilo pa posameznika. In se je zgodilo tisto, spet, s čemer je dr. Grdina nehal. V duhovnem smislu se je najprej nekaj spremenilo. V duhovnem smislu je postal posameznik predmet vere in verovanja. In se je zgodila znotraj krščanstva, takoj na začetku, moralna enakost ljudi, enakost pred Bogom, ki je sledila potem družbena enakost, boj za odpravo suženjstva in tako naprej. Kaj je bilo za tega posameznika žrtvovano? Ni šlo brez žrtev. Dve stvari sta bili žrtvovani in še danes je debata o tem, kako velika bi morala biti ta žrtev. Te dve stvari sta pa narod in družina. In morda je s tem krščanstvo zasejalo tudi seme svojega propada. Tukaj imam en citat iz Evangelija po Mateju, kako je krščanstvo, bom rekel, razpustilo družino, ampak kako jo je atomiziralo, kako je razpoznalo posameznike v družini. Takole pravi, Jezus, mislite, da sem prišel prinašati mir na zemljo? Ne vam rečem, ampak razdeljenost. Odslej bo namreč v hiši 5 razdeljenih, 3 proti 2, 2 proti 3. Razdelili se bodo oče proti sinu, sin proti očetu, mati proti hčeri, hči proti materi, tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči. Tista patriarhalna družina, ki jo je navzven zastopal oče, razpade na kose. In krščanstvo je relativiziralo ali pa razpustilo na nek način narode. Piše sveti Pavel Galačanom, ne Juda, ne Grka, ne sužnja, ne svobodnjaka, ni ne moškega, ne ženske, kajti vsi ste eden v Jezusu Kristusu. Skratka, krščanstvo se pojavi kot vera za vse ljudi, za vse posameznike v družini, za višje in nižje sloje in za vse narode. In to je velika razlika od verstev, ki so v tistem času obstajala, ki so bila vezana v najboljšem primeru na nek rod. Za rod Judov je bila ena vera. Grki so imeli svojo verzijo nekih bogov, tako rekoč za vsak svoj polis. Atene nekoga, Šparta nekoga drugega, Kreta nekoga tretjega. Skratka, globalizacija, če hočete, globalizacija vere je bila tista podlaga, zaradi česar je krščanstvo lahko ali pa krščanska civilizacija dosti kasneje globalizirala svet. Razvoj gre potem v dveh smereh, tukaj bom povedal zelo podobno kot dr. Grdina. Zahodna smer krščanstva ni imela svoje velike države, cerkev je zato nadnacionalna in ker je nadnacionalna, ker je za več narodov, ker je za več držav, pripravljena na globalizacijo. Ker ni države z državnim uradništvom, mora cerkev graditi lastno izobraženstvo. V samostanih, to je edino izobraženstvo, iz tega potem se razvije skolastika, tam nastane skolastika, iz tega se razvije potem znanost in univerze na Zahodu. Pravica posameznika do premoženja, ne pravica družine do premoženja ali pa družinskega očeta do premoženja, privede do kapitalizma še v katoliški Italiji in pred protestantizmu.
premoženje včasih zemlja, ne, v antiki je zemlja pomenila, tukaj so grobovi mojih prednikov. To ni bil kapital, ki ga prodaš. Ne. Pri kmetih še danes pač zemlja se ne proda. Ne. Ampak takrat so bili to grobovi prednikov. Ko je šel Enej iz Troje v Rim in nesel seboj nekaj zemlje, zato da so grobovi Trojancev bili prenešeni v Rim in zato, da so trojanski bogovi postali rimski bogovi, lokalni bogovi tako rekoč za eno mesto ali pa za eno, bom rekel, majhno državo. In to je seveda s tem individualizmom odpadlo. Pojavlja se lahko znanost, zaradi vere v razumnega stvarnika, ki nam je naročil, da študiramo njegovo stvarstvo. Z majčkim drugačnim prevodom bi se Biblija lahko začela z besedami: najprej je bil red in red je bil pri Bogu. Logos. Lahko prevajate kot beseda, lahko prevajate kot red. Tisti, ki študirajo filozofijo, ki študiramo, kako z računalniki predstaviti svet, se zavedamo, kako pomembne so besede, kako pomembni so simboli, kako pomembna je razlika med simbolično predstavitvijo, med tistim, kar je v našem duhu in tistim, kar imamo v glavi. In genialno pravzaprav ta prvi stavek, genialno zapisan. Seveda, če boste drugim razlagali, kaj je krščanstvo naredilo za znanost, ne, tukaj v Sloveniji se vam bodo smejali, ne, in bodo rekli, ja, že, ampak Galileja so pa zažgali na Grmadi, ne, pa niso Galileja zažgali na Grmadi, on je umrl lepe starosti pri sebi doma, ne. Tudi ni imel težav zato, ker je trdil, da Zemlja kroži okrog Sonca in ne obratno, da je Zemlja okrogla, so za praktične razmere vedeli že pred tem, drugače ne bi šel Kolumb v Ameriko. Ne. Kopernik je o tem napisal knjige, Galileo je o tem predaval, dobival papiške medalje, predaval v Vatikanu kardinalom v vseh teh zadevah. On je imel težavo, ko se je začel tikati v teologijo in kako interpretirati v Bibliji neke stavke, ki bi bile lahko s tem narobe. Kot hipoteza, ne, je bilo to vse lepo dovoljeno. Veliko te antikrščanske propagande so potem naredili razsvetljenci, ki so prav ta razvoj v srednjem veku, ki je utrdil posameznika, ne, negirali zato, da bi pač njihovo razsvetljenstvo bilo videti bolj svetlo. No in zdaj pridemo do vprašanja liberalne države oziroma države posameznikov, evropske skupnosti, posameznikov, narodov ali pa česa drugega. Tam, kot smo rekli, materialističen pogled pravi, da tehnika stvarnost oblikuje vrednotni družbeni red, idealističen, ki je po moje pravilnejši, ne, da ideje in vrednote oblikujejo red in ta oblikuje tehniko. Sinteza teh dveh pogledov je, da moralne intuicije so bile oblikovane v prazgodovini, lahko se jih interpretira tako ali drugače in krščanstvo jih je znalo interpretirati na način, ki se je z vidika tehnološkega razvoja, materialnega blagostanja izkazal za najbolj uspešnega. Iznašlo je posameznika, iznašlo je individualizem, ampak ne brzdanega. Smo posamezniki, ampak povezujejo nas neka skupna prirojena prepričanja. In tukaj nastane tista razlika med pravim in nepravim individualizmom, o katerem govori Hayek. Pravi individualizem prizna, da imamo neka skupna prepričanja, neke skupne moralne temelje, ne pravi, da tega ni. V množici posameznikov, ne, se zrcali moralna intuicija pradavnine, ki so jo v nek koherenten sistem ujela verstva. Posameznik se lahko za nekaj intelektualnega napora temu odpove, zato pravi liberalizem spoštuje to intuitivno voljo vseh ljudi in liberalen sistem definira kot tak, v katerem je kar največja odsotnost prisile oziroma nestrinjanja. Pravi liberalizem se zavzema za to, da država zakonsko predpisuje tisto, s čemer se večina strinja.
posebej, če gre velika večina strinja, posebej, če gre za temeljne stvari, kot je recimo državni okvir, odnos do lastnine, do vzgoje otrok, do razumevanja pojma družine. Zato pravi liberalci pravimo, ja, lahko glasujemo o tem, ampak za spremembe tega, kar se je izkazalo za uspešno zadnjih 2000 let, mora biti velika večina. 2/3 pa bo nasilja malo. In tukaj se konzervativizem, ki ne bi spreminjal ničesar, in liberalizem, ki bi spreminjal, če za to obstaja zelo široko soglasje, praktično strinjata. In bi se morala postaviti, po mojem mnenju, skupaj tudi politično proti lažnemu liberalizmu, ki je v svojem bistvu progresivizem in ki s šibko demokratično večino neke moderne, izmišljene, intelektualno napihnjene etične norme vsiljeval vsem ljudem. Kakšna naj bi bila Evropa, sodobna Evropa, ki bi to dediščino upoštevala? Odnos krščanstva do posameznika se je skozi stoletja preslikal v odnose med državami. Pomemben izum, ki ga je evropska civilizacija, evropska družba v svetovni prostor dala, je enakopravnost držav. Tako kot je obstala enakopravnost posameznikov. Vestfalski sistem, o katerem še danes govorimo, je to vzpostavil, česar prej ni bilo. Tekmovanje posameznikov, tekmovanje držav. In to je bil zmagoviti recept Zahoda nad Vzhodom v zgodovini. Zato vidim Evropo kot meddržavno federacijo. Kot federacijo, ki spoštuje individualizem tudi posameznih narodov oziroma držav, ampak ga brzda za nekimi skupnimi izkušnjami, tako kot brzdamo človeški individualizem s skupnimi vrednotami, s skupno moralno intuicijo in tisto skupno, s čimer uravnotežimo individualizem posameznih evropskih držav, je pa seveda naša kulturna, duhovna, krščanska dediščina. Skratka, Evropa kot skupnost, ki je namenjena temu, da zadržuje oziroma vzdržuje oziroma brani dosežke zahodne civilizacije. Kaj lahko rečemo v tem kontekstu o Sloveniji? Imamo izkušnjo z eksperimentom, ki se je trudil negirati dediščino Evrope ali pa moralne intuicije oziroma na nje gledati zelo enostransko. Zato bi morali biti skeptični do utopičnih projektov, ki bi gradili Evropo samo na razumu, na interesih, na učinkovitosti, ne pa na duši te Evrope, na občutkih za pripadnost, ki jo imajo prebivalci in imajo pripadnost do posameznih držav, ne do Evrope kot celote. Zgodovinsko mislim, da bi, oziroma politično mislim, da bi v Sloveniji morali najti ta kompromis med konzervativizmom in pravim liberalizmom, med tistim liberalizmom, ki priznava, da imamo pa vendarle ljudje še nekaj drugega v sebi. In v tem zavezništvu premagati, bom rekel, nepravi liberalizem, ki govori o tem, da se rodimo kot nepopisan list in da lahko dosežemo vse, kar si, oziroma si lahko postavimo kakršenkoli sistem, ki ga večina določi. Za prihodnji razvoj znanosti in tehnologije je tudi pomembno, da se zavemo tega, da pridemo na svet z nekimi vrednotami, ki jih ne moremo odmisliti, ki jih ne moremo zradirati, ki jih ne moremo v šoli odpraviti. Znanost je pred ogromnimi odkritji, piše se, oziroma bestseller je knjiga z naslovom Homo Deus, človek Bog, človek, ki bo lahko s svojo tehnologijo počel stvari, ki smo jih do zdaj pripisovali bogovom. Ali je to dobro ali prav, ali sme ali ne sme. Ni stvar, po mojem mnenju, glasovanja. Ni stvar tega, da nekdo napiše knjigo, neko utopijo, ampak je stvar tega, da
priznamo, da imamo neke vrednote, ki so stare, ki so jih verstva zapisala v svoje svete knjige in to stvar spoštujemo naprej. Če zaključim, mi smo znanstvene tehnike v Evropi razvili na najboljši možen način in najmočneje na svetu, ker je krščanstvo znalo poskrbeti za ravnotežje med razumom in občutki, med prav in med pravilnim. Ko smo jo pa tako zelo razvili, smo začeli pa na to ravnotežje pozabljati in mislim, da če se takole zberemo, da se lahko nekoliko prebudimo v tem, da to nekoliko manj pozabimo. Hvala lepa.